Hello in en lep pozdravček vsem tukaj v skupini Čarobno telo in vašim čarobnim teleščkom. Evo, torej danes naslov današnjega Facebook live je, kaj če bi lahko imeli telo brez problemov. In nekdo je napisal tam, ko sem objavila na svoji strani, da bo danes Facebook live v tej skupini, nekaj v smislu, ja, ko bi se to res zgodilo. In zdaj pač, ja, danes bomo pravzaprav pogledali, kaj bi bilo potrebno. Torej, prvo kot prvo, vse posod, kjer ste se odločili, oziroma kjer ste kupili ta pogled, da so s telesom sami problemi. Ne? Oziroma, da s telesom moraš imeti probleme, ker ste kupili te programe staranja oziroma programe o bolečini, bi bili pripravljeni vse to zdaj, prosim, razgraditi in uničiti. Right and wrong, guten Tag, prav pa Colin Schwartz, boys, poets and beyonds. In če mogoče še ne poznate te izjave, ki sem jo pravkar povedala, to je čistilna izjava Access Consciousnessa, in lahko več o njej izveste na theclearingstatement.com. In zato, da bi delovala, ne rabite je razumeti. Okay? Torej, dejansko kupimo poglede, ko vidimo ljudi okrog sebe, ki se starajo, pa nam povejo, ja, pa se pač tvoje telo se postara, pa vidimo, ne vem, starše, druge ljudi, ki zbolijo in hodijo čuden, ker jih nekaj boli. In dejansko kupimo to, da se mora sčasoma naše telo pokvariti, poslabšati, da moramo živeti z bolečinami, oziroma pač, da tako je. In kaj se dogaja? Spet naš pogled, naše sodbe, naše neke odločitve, izračuni, zaključki, programi, ki smo jih kupili oziroma smo jim nasedli, dejansko kreirajo naše telo. Naše telo je kot en tak, kako bi temu rekli, en tak papi, en tak kužek, ko ful uboga, tako karkoli v njega usmerjamo, karkoli na njega dajemo, poglede, ki jih imamo v njem, se na to odzove in dejansko to pol ustvari. In torej ena stvar je to, torej koliko pogledov imate o tem, kaj se mora z vašim telesom dogoditi skozi leta, v letih, torej ko postajate, torej ko štejete več let, kaj se mora zgoditi z vašim telesom. In kaj bi bilo, če ne bi imeli teh pogledov? Če bi vse te poglede dali stran. Ne? Telo, vprašajte svoje telo, kaj je telo. Kako bi bilo, če bi jaz dala, ali pa če bi jaz dal vse svoje poglede o tebi stran. Da bi vse to zbrisal. In poglejte, kakšna energija je to. Je to lahkotna energija, ekspanzivna energija ali je težka? Torej, spremljite te stvari tudi na ta način, če je nekaj lahkotno, če nekaj povzroči, da se počutite ob tem lahkotnejše, je to vaša resnica, če nekaj povzroči, da se ob tem počutite težje, to ni vaša resnica. Okay? In ja, pa naslednja stvar, ki sem jo tukaj mislila dodati še, je potem, ja, pač koliko ste tudi kupili nekih pogledov v tem, kakšno bi moralo biti videti vaše telo. Torej, morali biti, ne vem, tehtati bi mogli 50 kg, 60 kg, ne vem, kolikarkoli za vašo višino, morali biti prsni obseg toliko, pas toliko, zadnjica toliko, in ker, ali pa ne vem, tvoj obraz bi moral izgledati na določen način, ustnice, ne vem, takšne, obrvi, takšne, ne vem, what the fuck, ne vem, karkoli. In koliko se zaradi tega obsojate, oziroma koliko zaradi tega obsojate svoje telo in ga tudi mučite,
ga spreminjate na razne načine, z raznimi posegi, v nekaj, kar noče biti in je posledično dejansko so tudi problemi pa zaradi tega nastanejo, ker delate telesu nekaj, kar pač dejansko mu ni všeč. In morate vedeti, da poleg tega, ne, da pač naše telo kot en tak ful ubogljiv kužek, ki uboga vse te poglede, ki jih usmerimo van, ima pa naše telo tudi svoj lasten pogled, a ne, in če bi dejansko mi odstranili vse te poglede, ki jih imamo v zvezi s telesom, vse te neke stvari, ki smo jih kupili, kako naj bi naše telo izgledalo, dejansko bi naše telo postalo tisto, kar resnično je lahko. In naše telo je eno velikansko darilo s kapacitetami in zmožnostmi onkraj vsega, kar smo si kadar sploh lahko predstavljali, oziroma si sploh predstavljamo. A ne, dejansko, če imamo vse te poglede, da pač telo samo nek problem, s katerim se moramo skozi ukvarjati, da nam neka stvar, ki je odveč, ne more dejansko telo nam pokazati vseh teh zmožnosti, vseh teh kapacitet, ki jih ima. In poleg tega pa tudi še ena stvar je tudi tukaj. Če si ne priznavate kapacitet, ki jih ima vaše telo, o katerih bom tudi zdajle govorila, ste pol skozi pod vplivom teh kapacitet. No, da vidimo, če je kdo že tukaj. Hello, Miša, Erika, Petra, Simona, Nada. Hello, kako je lahko še boljše kot to, da ste vsi tukaj z mano. Juhu. En virtualni objemček vsem. Torej, kapacitete, ki jih ima naše telo, torej naše telo oziroma vaše telo je senzorični organ. Torej, nimamo samo koliko je 5 čutov, ampak dejansko naše celo telo je senzorični organ. Vaše telo vam daje informacije o telesih okrog vas, 360 stopinj okrog vas, o Zemlji vam daje informacije. Nekateri imamo celo takšna izjemna telesa, da nam telesa daje informacije o tem, kaj se dogaja na drugi strani planeta. Nekateri imajo celo take zmožnosti, da jim daje telo informacije o tem, da je nekje bo potres, a ne, in se pač nekaj z njihovim telesom začne dogajati. In ker ljudje tega ne prepoznavajo oziroma ne priznajo, ne priznamo kot neko kapaciteto telesa, in mi gremo popolno napačno z tega, kaj me boli, spet me nekaj boli, spet se nekaj z mojim telesom dogaja, in pa iz tega tudi ustvarimo neko fizično zadevo lahko. Če pa priznamo oziroma začnemo gledati, kakšna kapaciteta je to, kakšna nepriznana kapaciteta je to lahko tudi, ne, pol boste pa pravzaprav začeli dobivati, oziroma boste začeli dobivati s tem vprašanjem zavedanja tega, kakšne kapacitete so to. In res, mislim, jaz tako govorim vam pač iz svojih lastnih izkušenj, zato ker moje telo mi mislim tako, res od malih nog, skozi me je nekaj bolelo, v smislu pač tako, vedno sem tako malo javkala, ne, v smislu, mami, to me boli, pa me boli, pa mi je ona rekla, pa te vedno nekaj boli, ampak meni je telo samo dajalo informacije o drugih telesih, pač tistih, ki jih je nekaj bolelo. Se ne, da bi bila jaz nekaj ali bolna, ali pa ne vem, da bi imela kakršnekoli fizične težave, sam pač tako, takrat sem več rekla, to me boli, a ne, nisem pač tudi znala nasloviti tega na drug način in šele zdaj, ko sem si začela priznavati resnično, kakšne kapacitete ima moje telo, se je to ful zmanjšalo, oziroma skoraj ni nič več. In še, mislim tudi ne samo to, da pač naše telo nam daje informacije o fizičnih telesih drugih ljudi ali pa o Zemlji, o telesu Zemlje. Naše telo nam daje informacije tudi o nevidnem svetu, o entitetah. Dejansko mi zaznavamo, lahko recimo imela neka entiteta, recimo, da je bila nekaj ful bolna ali pa imela neke ful bolečine in je v času smrti bila ful nezavedajoča in se je zataknila tukaj v času in prostoru in imamo mi neke kapacitete z entitetami in ta entiteta dejansko ti skozi nekaj daje neko informacijo, ti zaznavaš to
entiteto v smislu njene bolečine. In če si tega ne priznate, pol spet, tako sem jaz, skozi, kaj me spet boli, kaj me spet me nekaj boli. In to pač recimo pri meni je bilo iz tega pol že nastal pogled, vedno me nekaj boli, ampak dobro, to naslovimo s temi pač našimi orodji, ki jih poznamo, spodem pokamo, ampak predvsem gre tukaj za priznavanje tega, da ima vaše telo to kapaciteto, da je senzorični organ, okej? In res premalo je tega, kako bi rekla, zavedanja tega in tudi priznavanja te kapacitete telesa. Veliko ljudi tako, mislim, tako kao spal jamrajo, pa bo kdaj to konc. Ja, dejansko konc je takrat, ko si vi res v popolnosti priznate, da pač da nič od tega tudi ni vaše, da dejansko gre sam za zaznavate. Torej, moje telo mi da, jaz recimo grem mimo nekoga in ne vem, začne recimo nekaj pri srcu boleti, so rečem, ta oseba ima nekaj s srcem. Ali pa grem recimo v bloku, ko sem v 5. štuku, sem doma, grem in v 3. štuku začnejo kolena boleti, tukaj ima en problem s koleni. Ampak zdaj je tako, da ne kupujem več tega kot svoje. Okay, res sem prišla do te, kako bi rekla, faze, do te stopnje, da vem, da nič ni moje, 99,000% vsega tega, kar zaznavate, ni vaše. Okay? Ampak je sam vaše telo res senzorični organ, oziroma nekateri imamo tudi ta telesa, ki zdravijo, ki imajo pač te kapacitete, da zdravijo druge, pač tudi zaganjajo energije na drugih in morate tudi to pogledati, ima telo, ki zdravi. Eni so lahko telesa, torej imate telesa, ki zdravijo, drugi so bitja, imajo lahko bitje, ki zdravi, pa telo ni toka, pod vplivom tega, lahko imate pa in telo, ki zdravi, in bitje, ki zdravi. To je pa spet še potencirano te zaznave. Tako da res, tudi če si ne priznate, da imate to, kako bi rekla, telo, ki zdravi, oziroma bitje, ki zdravi, boste spet pod vplivom te vaše kapacitete. Okay? In poleg tega morate pa tudi biti voljni, pravzaprav, mislim, če tudi skozi to priznate, morate biti voljni imeti tako energijo, da mi temu rečemo tako ubijalsko energijo, ne vem, kako bi temu drugače rekla, mogoče res tako odločno energijo v smislu, to se bo spremenilo, oziroma morate narediti tudi zahtevo v svojem svetu, da boste naredili vse, kar je potrebno, da se to spremeni. Okay? In še eno vprašanje, torej vprašanje v smislu, kaj bi bilo potrebno, da ima popolno lahkoto nad svojim telesom. Vemo, da vprašanja povabijo, torej ta vprašanja, ki jih zastavljamo, Accessova, povabijo to, po čemer sprašujemo v naše, začnemo to vleči v svoje vesolje, oziroma začnemo to ustvarjati. Torej, kaj bi bilo potrebno, da imamo popolno lahkoto nad svojim telesom? Kaj, če mi nikoli ne bi bilo več treba obsojati svojega telesa? Bodite v tem vprašanju, kaj bi bilo potrebno. Jaz sem recimo, jaz imela neko, kako bi rekla, facilitacijo, in tisti facilitaciji je bilo, ko sem rekla, jaz mislim, mene bo zdaj vsak čas, ne vem, pobrala, in je mi sam facilitatorka rekla, koliko ti zaznavaš teh entitet, koliko zaznavaš tega nevidnega sveta. In sam, ko me to vprašala, je v bistvu 80% vsega tega, kar sem zaznavala, je zginilo. To je tudi tista zadeva, torej bolečine se pojavljajo tudi v primerih, če se nočemo zavedati nečesa oziroma zavračamo zavedanje nečesa. Se pojavijo tudi bolečine. Jaz recimo torej zavračam oziroma sem zavračala to zavedanje nevidnega sveta. Ampak imam kapacitete s tem, vem, da imam kapacitete, ampak še vedno nekje tako, to je tam nekaj, kar ne bo, ampak to pritiska pol na mene, na moje telo in pol smo pod vplivom tega. Torej, vedno, tudi neke bolečine, neke
Ja, neke bolečine dejansko lahko gre za neko zavedanje, ki ga niste voljni imeti. In lahko se tudi vprašate, okay, česa se zavedam, če bi si to priznal, če bi si to priznala, bi se to vse spremenilo. Ja, kaj tukaj za vas prinaša na plan? Imate kakšna vprašanja mogoče? Je pa, ne vem sicer, koliko je zdaj za vas, ampak imeli smo v soboto Globalna Access Bars delavnico. 4500 ljudi je bilo na tej delavnici iz vsega sveta, nora, mega delavnica. In pol še 23. oktober, nedelja je bil globalni svetovni dan barsov, tudi smo se družili in je tako, ful tako na globalni ravni to ustvarili veliko več lahkotnosti. Tako da, če se počutite nekako lahkotnejše, če zaznavate neko drugačno energijo, smo to ustvarili v tem vikendu, res tak čaroben vikend. In ja, torej, še ena stvar, to sem si še tule nekaj napisala. Recimo ena stvar, ki se je meni tudi tako velikokrat dogajala, je, recimo sem šla tako, cel dan super, dobenih bolečin, nič, grem spat, se zjutraj zbudim, ful nekaj me boli, a ne? In pa imam super posteljo in mislim, ni, da bi, ne vem, bila v kakem čudnem, zvitem, ne vem, nerodnem položaju. In sem se začela spraševati, zakaj pravzaprav gre, a ne? In očitno se moje telo tekom noči uskladi z nekimi telesi v našem bloku oziroma ne vem, kjerkoli že. Lahko tudi, ne vem, z telesom od živali, kužkov ali pa, ne vem, imamo tudi stare kužke v bloku, a ne, in tako naprej. In zdajle pred kratkim sem začela uporabljati tudi eno tako, poslušam od Dejna ene starejše seminarje, ko je imel in pač govori o resonant frequency, ne vem, kako bi to sicer čisto po slovensko prevedla, recimo temu rezonantne frekvence. In to so neke take, ko se uskladiš z nekom, ne? Torej se frekvenca tvojega telesa uskladi z nekom in sem si začela pol vse rezonantne frekvence, ki ustvarjajo to, sem si začela to podan pokati. In je dejansko zjutraj, recimo, če se spet zbudim s kako tako bolečino, čeprav zdajle moram reči, par dni niti ni kaj tega se pojavilo, ampak če pa je, pa vse rezonantne frekvence, ki to ustvarjajo, se to razgrajujem in uničujem. Seveda uporabim tudi moje najbolj priljubljeno orodje, komu to pripada. Te rezonantne frekvence, to je nekaj pač tudi za moje telo ustvarja, ker očitno se pač tekom noči telo tako nekako, ja, uskladi z drugimi telesi, kar je tudi, če ste že slišali za biomimetično posnemanje, tudi ena kapaciteta naših teles. Tako da lahko tudi to uporabite. Je pa seveda, mislim, vse to, kar zdaj govorim, a ne, je pa prva stvar, torej, da spremenite nekaj, je pa vaša izbira. Torej, jaz si izbiram, da si ustvarim neko drugačno resničnost s svojim telesom. Ne, in bom vse naredila, kar je potrebno, preučila vse, se voljna zavedati vsega, dejansko, da to spremenim. Ne? Torej, če ne boste vi tudi sami naredili na začetku te izbire in, kot sem že rekla prej, zahteve imeli v svoje svetu, to se spremeni, ne glede na to, karkoli je potrebno. Torej, s kakršnokoli stvarjo se ukvarjate, ni važno. Vse lahko spremenite, zdaj je lahko nov začetek, samo zbrište vso to preteklost, pozabite na njo, zato ker pa tudi še ena stvar, ne, torej, če kar imate skozi ene iste stvari, pač razgradite in uničite odnos s svojim telesom vsak dan in na ta način, in res bodite voljni to uničiti in razgraditi v smislu, da gre vse stran, torej vse, kar je bila preteklost, vse zgine v zvezi s telesom. Imate zdaj ta trenutek in kaj boste v tem trenutku izbrali. A ne, lahko vedno znova začnete tudi s svojim telesom. Tako da, ja, to je nekaj stvari, no, za katere sem želela danes govoriti in vedite, da, o katerih sem želela danes govoriti in vedite, da je vse mogoče. Vse je mogoče, tudi s telesom, spet samo naši pogledi to preprečujejo, da bi se te
možnosti pojavile, da bi se stvari spremenile, sodbe, ki jih imamo v zvezi z nekimi stvarmi. Velikokrat s telesi gremo vedno v napačnost, torej karkoli se pojavi, takoj gremo, kaj narobe, namesto da bi si zastavili kakšno vprašanje. Tako da, ja, vprašanje si tudi zastavljite. Drugače pa tako, no, če želite tudi več nekih, kako bi rekla, nek drugačen odnos s telesom začeti kreirati, jaz bi vam priporočala, da se udeležite ali temeljev, pol naprej je 3-dnevni body class, tam je 3 dni delamo na telesih, tam so res pogovori o telesih in se sorta, kar še pride na plan. In dejansko začnete svoje telo na nek način, mislim, je drugačen odnos s telesom in vidite, da ni, mislim, dejansko nič ni narobe. Vsaka stvar je samo neka informacija, nekaj nam daje informacijo telo in tako da, če imate le možnost, pejte na te delavnice oziroma kakšne delavnice o telesih, kjer se boste več tega naučili, in ja, jaz pač delim z vami tako, pač kako bi rekla, neki orodji, ampak to je tako, pač to je mišica, to je trening, tako smo se trenirali o pač prejšnjem, recimo, če jaz govorim, ne vem, trening, govorim o tem, kaj smo bili navajeni tekom let, na kak način biti s svojim telesom, na kak način obravnavati svoje telo, je to spet trening o nečem drugačnem. Ni težko je, oziroma pač dobro, kaj je bilo potrebno, da se tako ful hitro lahko streniramo v nečem drugem, ampak običajno zelo padamo v te stare neke navade, stare vzorce, tudi energijske, in je dobesedno ta zahteva in izbira, da ustvariš tudi s svojim telesom nekaj drugačnega, začne to nekaj drugačnega tudi ustvarjati in vztrajnost, torej vztrajaš, dokler ne ustvariš nekaj drugačnega. Tako da izbira je, ali sodite svoje telo, izbira je, ali ste dopuščanje svojega telesa, izbira je, da ste hvaležni za svoje telo in iz tega drugačnega prostora pol začnete ustvarjati tudi novo resničnost s telesom. Tako da samo to vedite, da je vse mogoče in če ste temu predani in vztrajni, vam bo uspelo. Tako da vidim, če imate še kaj. Lej, še Darja se nam je pridružila. Hello. Ja, tako da to je to za danes. Lepo se imejte in začnite priznavati sebe, priznavati svoje telo, kapacitete svoje. To vam bo naredilo veliko razliko. Tako da, čau, dio.